Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, v novembrski oddaji Moje mnenje, ki smo jo naslovili 30 let kasneje. Z našimi gosti bomo komentirali naslednje teme. 30. obletnico padca Berlinskega zidu, sporazumni odstop vodstva Petrola, nova pravila kreditiranja in ukinitev dodatka za delo. Z nami so ves mesec filozof dr. Leo Šešerko, podpredsednik prve slovenske demokratične vlade, zasebna detektivka Bernarda Škrabar iz družbe Detektivsko-varnostna agencija DOO, izredni profesor dr. Jaroslav Berce, visokošolski učitelj na katedri za družboslovno informatiko in metodologijo na FDV-ju Univerze v Ljubljani in samo v tokratni oddaji Ana Vizovišek, finančna svetovalka. Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Za začetek povejmo nekaj besed o vsakem izmed vas. Dr. Leo Šešerko, vi ste bili v prvi demokratični vladi, v vladi in sicer kot predstavnik stranke Zelenih. Povejte nam, kaj menite, zakaj danes nima več že nekaj let v parlamentu stranke Zelenih? Ja, razlog je, da so večje stranke bile vse po vrsti druge stranke zainteresirane za uničenje te stranke in da je v tistem času, ko je izpadla ta stranka, prišlo do zelo močnih konfliktov med tako imenovano desno in levo strujo. To je bilo sicer spodbujeno iz drugih strank, zato ker je ta stranka nekako ni dobro spadala v cel sistem strankarske demokracije, tudi takšen, kot je danes. In danes je zelo težko novo stranko postaviti v evropskem slogu, ker če pogledate Avstrijo, v Avstriji so Zeleni izpadli pri prejšnjih volitvah, pri zadnjih so prišli spet za skoraj 15% noter. In v vsej Evropi, ne, so močno zmagali. In tudi v Evropi, ja. In v Sloveniji nekako imam občutek, da so politične sile, lobiji in te gospodarski interesi, ki so zelo nezadovoljni zaradi zelenih stališč, da so toliko močni, da lahko tu marsikaj blokirajo. Bernarda Škrabar, vi imate in se ukvarjate z dejavnostjo, ki je pred padcem Berlinskega zidu praktično nismo poznali v Sloveniji. To je detektivska dejavnost, vsaj ne tako zasebno. Povejte nam, zakaj takšen porast te dejavnosti, zakaj sploh nastala, zakaj zanimanje? V Sloveniji res ne. Če pa gledamo nekje v globalni oziroma svetovni ravni, se pa lahko sprašujemo prej, kaj je bilo jajce prej oziroma bila kura prej, torej zasebna preiskovalna dejavnost ali državna preiskovalna dejavnost oziroma kaj je iz česa nastalo in se razvilo. Res pa je, da v Sloveniji so zametki te dejavnosti oziroma je prva zakonodaja te dejavnosti bila sprejeta leta 1994. Torej neko zgodovino že imamo, ne sicer tako dolgo, ampak vendarle imamo, smo polnoletni in uspešno se zadeva razvija naprej. Tukaj velja poudariti, da gre za resno gospodarsko dejavnost in da delujemo torej na preiskovalnem, zahtevnem, resnem delu. Pa bi poudarila, da to vse prej, kar nekako mediji želijo poustvariti oziroma kar imajo ljudje neko predstavo o tem, da je to filmsko, da skačemo po grmovju in lovimo marsikoga, kar ga v resnici ne. Tako da to bi torej, glavni naročniki, čeprav razumem, so gospodarske družbe. Gospodarske družbe in pa država, tudi sicer v precej manjši meri, ampak vendarle, ja. Ja, dr. Jaroslav Berce, vi ste pravzaprav računalničar, če tako rečem, sociolog. Napisali ste zanimivo knjigo Vodenje z vrlinami, Leadership by Virtue. To se pravi, ta knjiga je samo v angleščini napisana in se prodaja na Amazonu. Zakaj taka odločitev? Zato, ker se mi je zdel trg slovenski vsekakor premajhen, ne. Tudi če pogledamo, kaj pri nas smatramo za vodenje, so to veliki problemi in smo v porodnih težavah. Mislim, da teh 600 let tradicije, ko smo bili vodeni, nam ne koristi in vsekakor bi se mogli te korake vodenja veliko bolj učiti, kot se jih učimo. Pri nas zamenjujemo termine med vodenjem, menedžmentom, uprava. Zdaj, če bi to prevajali iz angleščine s pravilnimi izrazi, ne bi videli, da stvari ne funkcionirajo tako, kot funkcionirajo, ne? Oziroma funkcionirajo točno tako, kot jih dejansko bi lahko prevedel, ne? Tako da
Vodenje je pa v bistvu nekaj, kar marsikdo misli, da ima in misli, da vodenje obstaja samo na najvišjih nivojih. Vodenje obstaja v bistvu tudi na najnižjih nivojih, ne. Tako v družbi kot v gospodarstvu, pa jasno v državni upravi in še kje. No, mogoče še kakšno besedo več kasneje. Zdaj, preden predstavim gospo Vezovišek, naj povem, da sem jaz že pred leti v Ameriki velikokrat brala in kupila to znano knjigo Susan Orman, Ženske in denar, kako delati z denarjem. To so bili zelo zanimivi članki in citati. Seveda, tisti del njihovih pokojninskih skladov je malce nam nerazumljiv, ker imajo drugačnega, drugače pa imajo kar zanimiva mnenja. No, potem po finančni krizi se ni toliko oglašala, ampak jaz sem ves čas pogrešala tako knjigo v Sloveniji. In zdaj vi ste napisali Adijo finančni stres, skupaj z vašim soprogom, predvidevam. Torej, lejte nam zdaj spet 30 let po padcu Berlinskega zidu. Ali smo se v teh 30 letih kaj naučili ali še vedno ne znamo z denarjem? Ne, nažalost se šele morda začenjamo učiti, pa ne, to ne velja samo za Slovenijo, lepo ste sama omenila Amerika, ne, je tukaj že predvsej pred nami, ker je tudi se znašla v veliki krizi, ne, ko je veljal tisti boom, kar se tiče nepremičninskega trga, in tudi nasplošno velja finančna nepismenost velik svetovni problem. Tako da knjige v Sloveniji že obstajajo, konec koncev sem je že 2 pred to napisala, pa še eno, pa še kakšen drugi avtor tudi, ampak to samo govori o tem, kako pomembno se je pogovarjati o tej temi, za katero menim, da bi se morali, tako kot recimo za vodenje, pogovarjati že v šolah. Gre za to, da se tudi danes, ne, o teh temah, ki bomo še govorili, morda ne bi toliko pogovarjali, če bi ljudje v osnovi sploh vedeli, kako se varno zadolževati, kako sploh delati s tistim, kar imaš danes, kako konec koncev sem mnenja tudi, da kar se tiče pokojninskega sistema, se vsi zavedamo, kaj prihaja, kakšne težave bomo imeli, če ne bomo nekaj nujno spremenili, ne. In Američani so se tega že bistveno prej zavedali kot mi, ne, da ne govorimo o kakšnem zdravstvenem sistemu in tako naprej. No, zdaj pa gremo k tistemu bistvenemu te oddaje, recimo Berlinskemu zidu. 9. novembra zaznamujemo 30 let od padca Berlinskega zidu. Zid, dolg 150 kilometrov, je bil postavljen kot simbol hladne vojne 12. avgusta leta 1961 in je do leta 1989 delil ne le vzhodni in zahodni Berlin, ter ločeval Nemško demokratično republiko od takratne Zvezne republike Nemčije, pač pa je delil celoten komunistični svet od zahodnega demokratičnega. Tako imenovana železna zavesa pa se je razprostirala od Baltika do Jadrana. Poglejmo nekaj zgodovinskih izjav iz časov, ko je zid nastal, stal in bil porušen. Tem pa smo dodali tudi današnji komentar hrvaške predsednice. A shadow had fallen upon the scene so lately lighted by the Allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its international organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Thank you. Svi znamo kako je bilo putovati s tom crvenom putovnicom, kako ste poniženja doživljavali. Idemo uvesti jedan dana bivše Jugoslavije. Znate ko će najviše profitirati? Ja osobno. Jer ako kažete bilo šta protiv mene, završit ćete na Golom otoku. Dr. Leo Šešerko, vi ste bili v Berlinu velikokrat prej, pred padcem, pa tudi kasneje. Recimo zdaj odhajate, naj povemo, da ste vi tudi predavatelj na visoki šoli za okolje v Velenju in tudi odhajate v Berlin. Povejte nam, kako se vi spominjate Berlina takrat? Je bilo res tako grozno? So bile te pregledi ljudi veliki? Poznamo zdaj iz filmov Checkpoint Charlie prehodi, kjer so mogoče ljudje prišli na drugo stran na skrivaj. Česa se vi spomnite? Ne, tam čez nihče ni šel na skrivaj. Jaz sem šel enkrat čez Friedrichstraße, se to imenuje po nemško. In to je bilo šokantno tudi za mene, ki sem bil navajen iz jugoslovanske meje, predvsej včasih robustnega obravnavanja. Samo to je pač v mestu je bilo tako, jaz sem bil recimo kako leto takrat tam pred padcem zidu in v mestu jaz sem imel malo neprijeten občutek, ker po nekaj 100 metrih si lahko vedno prišel do zida in potem si moral iti v nasprotno smer. In to je bilo res precej, vsaj za moj vtis, zelo neprodušno zaprto in tudi zelo grobo. In ko sem šel pa čez, sem imel zelo neprijetno telesno vizitacijo in tudi vprašanje, kako da imate vi 32 tablet za migreno, a jemljete 32 tablet, kada imate migreno, sem rekel ne, samo eno vzamem. No, tak bi rekel, en dost robusten, agresiven odstop je bil. No, ampak če pogledamo danes Združeno Nemčijo, pa se pogovarjamo z ljudmi, jaz predvidevam, da ste tudi vi, vendarle zahodni Nemci, te bivši zahodni, še vedno gledajo na svoje vzhodne brate kot na neke ostije, ki so jih zdaj priključili, ne, in malce zviška, kaj nam je to treba, ne, kaj nam je treba plačevati zdaj te ostije in oni nič ne znajo in tako naprej. Kakšen je vaš vtis? Ne, moj vtis ni ta. Moj vtis je obraten, da ljudje, ki so v vzhodni Nemčiji živeli, imajo še vedno občutek, da so na nek način diskriminirani, na zahodu pa tega ne opažajo. In jaz mislim, da je to, da vzhodni Nemci čutijo neko zapostavljenost, je po moje upravičena. Zato, ker jaz sem doživljal tisti čas po padcu zidu in sem videl, da so šefi prihajali na vseh področjih zahodne Nemčije. Vzhodni Nemci so bili pa tako v nekem drugi vrsti. Drugorazredni, a doktorji znanosti so ščipali karte v muzejih, ne? Tudi